Pozdravljeni, dijaki Ljutomerske gimnazije smo ponovno z vami. Naš številčni pevski zbor je v preteklem mesecu priredil svoj prvi samostojni koncert. V preteklem mesecu so se uresničile večletne želje vseh pevcev šolskega pevskega zbora Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Priredili so namreč svoj prvi koncert, ki je potekal v četrtek 9. aprila v Domu kulture v Ljutomeru. Mladi pevci so v svoj program zajeli pesmi različnih žanrov, ki jih prepevajo ob najrazličnejših priložnostih. Med drugim so se predstavili z renesančno skladbo, slovensko ljudsko pesmijo ter popevkami, afriškimi tradicionalnimi pesmimi in tujimi pesmimi, peli pa so ob klavirski spremljavi a kapelja, za zaključek pa so nastopili še ob inštrumentalni spremljavi šolske glasbene skupine. Za popestritev so nastopili tudi breakdancerji in skupine Top 7, Lana and Band ter mladi Pomurci. Člani pevskega zbora so povedali, da so na odru uživali, navdušeni poslušalci pa so z bučnim aplavzom podprli njihovo dejavnost. Naši dijaki so pripravili prijeten večer petja, poezije in dramatizacije. V ponedeljek 20. avgusta se je končno odvil že tako dolgo načrtovan in predviden dogodek, ki smo ga pripravljali dijaki ter profesorji GFML-ja. Sodelovali smo vsi tisti, ki nas umetnost zanima, ter predvsem tisti, ki umetnost ustvarjamo. Tema oziroma hkrati tudi naslov literarnega večera je bila GFML ustvarja odprto pesem. Namen le tega pa, da ustvarjalci pokažemo svoje izdelke. Gospod, kako vam lahko pomagam? Torej, medlistanje. Bil sem tek. Tek? Postal sem lačen! Lahko da, gospod, zato smo mi tu. Natanko tako. Pa sem si mislil, mogoče bo kaj koaguliranega mleka pomagalo. No, prenehal sem s svojimi prešernimi dejavnostmi, zapustil biblioteko in prišel v vašo trgovino, da bi se pogajal glede prodaje mlečnih derivatov. Prosim? Rad bi kupil sir! Seveda! Vi se sem, da se pritožujete glede glasbe.
Kje pa, sem eden izmed tistih, ki nad vse obožujejo polihimniško muzo, v vseh oblikah. Kako všeč mi je glasba. Seveda. No torej, sir, Da, gospod, kaj želite? mogoče malo lej, sestra. Joj, bojim se, da ga je zmanjkalo. Nič za to. Kaj pa Carefree? Žal ga ob koncu tedna ni, ampak ga dobimo v ponedeljek. Kaj pa Tilsit? Žal, naročen je že 2 tedna, danes zjutraj sem ga pričakoval. A res nima srečen dan. Žal. Kaj pa Windsor? Ja, gremo tja na počitnice, ampak se pokvari kombi. Stilton? Ne. Mogoče kakšen norveški Jarlsberg? Ne. Lancashire? Ne. Brie, Roquefort, Paul de Vey, Port Salut, Carcassonne, Les Enfants? Ne, žal, gospod. Kaj pa Camembert? Camembert pa imamo. Odlično, prosim. Gospod, ampak bojim se, da je malce tekoč. Saj meni je všeč bolj tekoč. Ja, ampak bojim se, da je kar precej tekoč. Nič za to, predaj mi la fromage de la belle France, ki se appelle Camembert. Gospod, bojim se, da je bolj tekoč, kot bi vi pričakovali. Glej, ne zanima me, kako tekoč je. Predaj mi sir. Ojoj, Kaj? maček ga je pojedel. A res? Žal. Gouda? Ne. Edamec? Trapist? Ne. Pa vi imate sir? Seveda, to je sirarna. Imamo. Ne mi povedati. Rad bi ga. Če želite, gospod. Wensleydale? Da. Prosim. Ne, moj priimek je Wensleydale. Mislil sem, da govorite meni, se opravičujem. Feta? Ne. Gorgonzola? Tudi ne. Parmezan? Ne. Venezuelski bobrov sir? Danes ne. Kaj pa cheddar? Bojim se, da ni ravno priljubljen v teh krajih. A res? Potem pa mi povejte, kateri sir je priljubljen v teh krajih? Ilchester. Ilchester. Da, ljudje ga kar obožujejo. Dobro, pa vas vprašam v pričakovanju odgovora ne. Imate Ilchester? Bom pogledal. Joj, ne. To ni ravno sirarna, kaj? Najboljša daleč naokrog. A res? Seveda. Kako to? Poglejte, kako je vse čisto. Ja, no, zagotovo je neokuženo s sirom. Gospod, niste še me vprašali za Limbergerja. Se splača? Mogoče? Dobro. Ali... Pa dobro, lahko še vtisnete to glasno! Ali imate... Ne! Dobro, za pričakovati. Kar predvidljivo bi lahko rekel. To, da sem vas vprašal, je tako ali tako bil čisti optimizem. Ali imate sir? Da, gospod. Glejte, to vas bom vprašal še enkrat. In če me odgovorite z ne, vas bom ustrelil. Ali imate sir? Ne. Ker je bilo to v okviru projektnega tedna, ko je Slovenski dan knjige, smo se večinsko predstavili tisti, ki pišemo. Nastopili pa so tudi recitatorji, dramski igralci ter pevci. Po programu, ki je bil bogat prav zaradi močne raznolikosti vsakega posameznika in njegovega mišljenja, pa je ravnatelj spregovoril še nekaj besed, nato pa je sledilo kratko druženje. Z izvedbo smo bili vsi precej zadovoljni, zato upamo, da bo takšnih dogodkov še več. Del naše gimnazije je tudi Golarjeva domačija, kjer smo slavnostno odprli spominsko sobo.
Ob 136-letnici rojstva slovenskega pesnika, dramatika in pisatelja Cvetka Golarja smo v Ljutomeru odprli spominsko sobo, posvečeno Cvetku in njegovemu sinu Manku Golarju. Golarjevo hišo v Ljutomeru je naša šola leta 2008 dobila upravljanje od občine Ljutomer. Takrat smo se nekako moralno obvezali, da bomo opremili sobo, ki je tukaj nasproti, kot spominsko sobo na Cvetka in Manku Golarja. Stavba, v kateri se nahajamo, je pomembna za oba avtorja. Cvetko Golar se je sem preselil leta 1924 in si tukaj z ženo Angelo Karba ustvaril svoj dom. Tukaj je odraščal tudi Manko Golar in oba sta bila navezana na Prlekijo, na Ljutomer in sta jo vzela za svoje. V spominsko sobo je umeščenih 8 panojev, na katerih je predstavljeno življenje in delo obeh Golarjev, dodano je zbrano arhivsko in knjižno gradivo, spominsko sobo pa krasi tudi restavrirana violina Manka Golarja. Uvodni pano je zmeraj namenjen življenju, neka krajša biografija o obeh avtorjih. 3 sklopi so posvečeni Cvetku Golarju, ker zanj je bilo le več gradiva, tudi je veliko več ustvarjal, objavil več monografij. Medtem ko je zadnji sklop posvečen sinu Manku Golarju in njegovemu ustvarjanju. Obiskovalce v pogledu spominske sobe spremlja tudi glasba, številne pesmi obeh Golarjev so bile namreč uglasbene. Celotno razstavo potem dopolnjuje tisti osrednji pano, na katerem imamo multimedijsko predstavitev. Z njo smo želeli nadgraditi vse skupaj, torej najdete kakšne nove posnetke, nove rokopise, ki dodatno osvetlijo delo obeh literatov. V kulturnem programu so nastopili dijaki Ljutomerske gimnazije, ki so pod vodstvom profesorice glasbe Tatjane Rozmarič-Poštrak predstavili delo Cvetka in Manka Golarja. Če si spominsko sobo želite ogledati, vas vljudno vabimo, da se najavite v tajništvu naše šole. Projektni teden, predstava za otroke Pisani tobogan, pisatelj Tone Peršak in obilo drugih zanimivih dogodkov preteklega meseca. Poglejmo si novice. GFML-jevci smo znani po tem, da sodelujemo na različnih natečajih. Tako so dijaki drugih letnikov sodelovali na natečaju Jaz na svetovnem spletu, ki ga je razpisal Slovenski center PEN. Kot prva prijavljena šola smo bili nagrajeni z obiskom Toneta Peršaka, slovenskega politika, poslanca, pisatelja in režiserja. Po uvodnem pozdravu nam je Tone Peršak pojasnil razliko med društvom pisateljev in PEN centrom, organizacijo, delovanje ter glavne naloge centra. Sledilo je branje odlomka iz njegovega zadnjega romana Usedline, ki je bil nominiran za Kresnikovo nagrado, kjer je opisana ljubezen med otrokom in učiteljico matematike. Predvsem pa roman govori o otroštvu avtorja. V zaključnem delu so dijaki imeli možnost postaviti vprašanja. Tako smo izvedeli, kako uspešno upraviti sprejemni izpit na AGRFT. Če se pač želite z gledališčem ukvarjati ali kot igralci, ali kot režiserji, ali tudi kot dramaturgi, je najprej, kar je zelo važno, treba čim več hoditi v gledališče. Drugo, kar je, da je seveda, če imate to željo, da še zdaj kaj preberete o tem, potem je pa tako. Sprejemni izpit pravzaprav vključuje 2 nekak dela. En del je ena naloga, zato je tudi dobro, da ste že zdaj aktivni, da imate vse približno predstavo o tem, kaj recimo režija pomeni, kaj pomeni igra. Če delate za režijo, morate narediti, pripraviti eno nalogo, kako se pravi analizo nekega dramskega besedila in tudi kako bi vi to besedilo zrežirali, kako si predstavljate predstavo. Potem pa je seveda praktični del, preizkus, kjer je en pogovor, hkrati pa tudi preizkus, ker za režiserja je važno tudi nekaterih teh čist, kako bi rekel, danosti ali pa pogojev ali pa nadarjenosti. Se pravi, to je preizkus posluha, potem preizkus, ker režiser ni treba, da zna ne vem kako fantastično pet, ampak slišati pa mora. Preč mora slišati, mora imeti občutek za ritem, kar je zelo važno, se pravi tudi ritmični posluh, in kar je zelo važno, tudi te sposobnosti, ne vem, recimo vsaj v osnovi,
ločevanje barv, neke spretnosti. Ne. Recimo, ko smo mi delali, tega zdaj ni več, so nam testirali tudi ročne spretnosti, ne, pa take reči. Ker so to pač neke veščine, ki jih režiser, ko dela z igralci, ko potrebuje. Ne. Vi morate imeti občutek tako za ritem, recimo tako v nekem mikropomenu besede kot v makro. Ne. Predstava mora imeti nek ritem. Ne. Če se predstava vleče ali pa če teče cel čas v enakem ritmu, ne, postane, hočeš nočeš, dolgočasna. Ne. Recimo. In tako naprej. Ne. Skratka, ta izpit je pravzaprav presprejemni. Vsi pravijo, da je v bistvu glavni in najtežji izpit na akademiji. Ne. Nadalje smo izvedeli razloge, zakaj gospod Peršak ne vodi več občine Trzin, prav tako smo izvedeli, kako povrniti kulturi vrednost ter njegove načrte za prihodnost. Dijaki predšolske vzgoje smo za otroke pripravili zabaven program Pisani tobogan. Pod mentorstvom profesorjev, ki nas učijo glasbo, ples ter likovno, smo ustvarili predstavo, s katero smo se predstavili v Ljutomeru, Moravskih Toplicah, Gornji Radgoni in Radencih. Rdeča nit predstave je bila dramska igra Medvedišče Dudo, ki so jo napisali, uglasbili ter zaigrali dijaki 3. letnika. Kaj se pa ti tako deje? Saj se ne sliši vse na drugo stran Boska. Presneta reč, ta je pa huda. Grem in ti jo najdem, da bo končno mir. Dvomim, da ti bo uspelo. Saj še to še zajec in srnica. Kaj pa ona dva vesta? Jaz jo zagotovo prinesem nazaj. Kam se je zubila Duda, medo stoka ne more spat. In ko pride grozljivo, odmene jo poiskati.
Na odru so se predstavili tudi Ostržki in Miške, ki so otroke zabavali z zabavnimi plesi, ptice in veverice so otrokom igrale pesmi na flavte, palčki pa so jih odpeljali v čarobne zvoke orfovih inštrumentov. Dijaki smo se na odru zabavali ter nabrali veliko novih izkušenj. Gospod Štefan Mavčec in gospa Blanka Škafar iz Društva slepih in slabovidnih Murska Sobota sta nam predstavila samo društvo, pripomočke, ki jih uporabljajo slepi in slabovidni, ter kako se znajdejo v življenju. Vse to sta nam predstavila na lep in pozitiven način, zato smo tudi mi dijaki lahko z nasmeškom na obrazu in pozitivno naravnanostjo sprejeli vse izzive, ki smo jih opravili s prevezo preko oči, torej brez enega najpomembnejših čutil, oči. Že v prejšnji oddaji smo poročali, da smo dijaki 1. C in 4 dijaki iz 1. A gostili dijake iz Gimnazije Nova Gorica. Zdaj pa smo se mi odpravili tja. V petek so nas dijaki s profesorji prijazno pričakali. Najprej smo odložili stvari, imeli kratek program, kjer je nekaj besed spregovorila njihova ravnateljica, nato pa so nas naši vrstniki peljali po mestu ter nam predstavili nekaj o tem mestu v razvoju. Sprehod je bil zelo sproščen, nato pa nas je njihov profesor zgodovine peljal v tamkajšnji muzej o Soški fronti ter vojni in nam zelo natančno predstavil zgodovinsko ozadje. Po ogledu mesta in muzeja smo se odpravili v samostan, cerkev ter komuno. V komuni sta nas pričakala 2 mlada moška, eden že skoraj na koncu zdravljenja, drugi pa je bil tam šele prvi dan. Po ganljivih zgodbah in mnogih odgovorjenih vprašanjih smo odšli nazaj na šolo in nato pripravili predstavitev. Potem smo se odpeljali k našim gostom. V soboto zjutraj smo se odpeljali v Goriška Brda, kjer smo obiskali grad, muzej in likovno razstavo, nato pa je sledila še poskušnja vina. Potem smo se počasi poslovili in se odpravili nazaj proti domu. Dijaki drugih letnikov so pri pouku nemščine pekli palačinke. Za to zanimivo aktivnost se je odločila profesorica Liljana Kosič, in sicer zato, ker pri omenjenem predmetu pravkar obravnavajo osnov jedi in pijača. Peko palačink se je ogledal tudi ravnatelj Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer Zvonko Kustec. Tako dijakom kot profesorici se je to zdelo kot izvrstna popestritev pouka nemščine. Za nami so prvomajske počitnice, ki so jih dijaki izkoristili za potepanje po Evropi. V začetku maja smo nekateri dijaki drugih letnikov poleteli v London. 5-dnevno ekskurzijo smo začeli s panoramsko vožnjo z avtobusom po velemestu. Oddalec smo si ogledali znan most Tower Bridge, se ustavili pred Globe Theatre, ki je znan po prizoritvah Shakespearovih iger, ter se čudili ob mogočnosti katedrale svetega Pavla. Drugi dan smo se odpravili do Greenwicha, ker smo se po parku sprehodili do ničelnega poldnevnika. Z griča pri observatoriju smo uživali v pogledu na Queen's House, Naval College ter celoten London v ozadju. Za kosilo smo jedli specialiteto fish and chips. Zatem smo se z ladjico po reki Temzi zapeljali mimo vseh pomembnejših znamenitosti, med drugim tudi pod mostom Tower Bridge. Izkrcali smo se pred Big Benom. Popoldne smo se podali še v British Museum. Obiskali smo tudi tamkajšnji naravoslovni in znanstveni muzej, nacionalno galerijo in se sprehodili po ene izmed tamkajšnjih najbolj raznovrstnih tržnic, Camden. Pred zadnji dan smo korakali z vojščaki na menjavi kraljeve straže in si pobliže ogledali Buckinghamsko palačo. Nekaj minut počitka smo si privoščili St. James Park. Poleteli smo tudi z London Eye in si britansko prestolnico ogledali s ptičje perspektive. Zadnje nakupe smo uporabili na Oxford Streetu, ki sodi med najdaljše nakupovalne ulice na svetu. Za konec smo se podali v Madame Tussauds, muzej voščenih lutk, kjer smo se lahko rokovali ter slikali svetovno najbolj znanimi obrazi. Tudi letos smo dijaki drugih letnikov obiskali češko prestolnico Prago in tam preživeli 3 dni. Prvi dan smo se le na kratko sprehodili po starem mestnem jedru, si ogledali astronomsko uro ter spoznavali skrivnosti Prage in vsakodnevno življenje Pražanov. Najbolj zanimivi del dneva pa je bil večer, ko smo se odpravili v diskoteko in tako spoznali tudi nočno življenje Prage. Drugi dan smo se po zajtrku odpravili do predsedniške palače,
kjer smo si ogledali menjavo častne straže ter se nato odpravili na Hraščane. Tam smo obiskali stari grad, katedralo svetega Vida, znamenito Zlato ulico, v kateri je prebival tudi Franz Kafka, ter se sprehodili po notranjosti ene največjih bazilik na svetu, baziliki svetega Gregorja. Nekaj se nas je pa uspelo tudi na enega od srednjeveških stolpov, Praška brana, odkuder je čudovit razgled na mesto. Najzanimivejši del drugega dneva pa je bila večerna vožnja z ladjo po Vltavi, na kateri smo tudi večerjali. Tretji dan je bil najbolj naporen, saj smo si ogledali največji del Prage. Sprehodili smo se po središču mesta, si ogledali Vaclav trg ter druge znamenitosti, ki so bile na naši poti, kot so Tajlovo gledališče in Karlova univerza. Potem smo se odpravili v znano praško nakupovalno središče, kjer smo kupili nekaj spominčkov in drugih stvari za pot domov. A brez da bi obiskali eno največjih znamenitosti Prage, nismo mogli oditi, zato smo se še sprehodili po Karlovem mostu. Za sam konec naše pustolovščine v Pragi pa smo si ogledali še judovsko četrt in se utrujeni odpravili domov. V mesecu aprilu smo se dijaki prvih letnikov gimnazijskega in predšolskega programa odpravili na neobvezno strokovno ekskurzijo v Rim. Naše dolgo pričakovano potovanje se je začelo 23. aprila. Po 14-urni vožnji smo v petek zjutraj prispeli v Vatikan, kjer smo si najprej ogledali Vatikanski mestni trg, Angelski grad in trg na Vonu. Sledil je ogled vatikanskih muzejev ter bazilike svetega Petra, ki jo krasijo številne freske in poslikave. Nekateri so se povzpeli tudi na mogočno kupolo in tako iz nje videli ves Rim. Imeli smo tudi kratek oddih, takrat smo si lahko kupili spominke in si privoščili sladoled. Zvečer smo se odpeljali do hotela, v katerem smo imeli večerjo in nočitev. Naslednji dan smo se po zajtrku odpeljali do Pompejev, ki je predvsem turistično privlačno mesto, še posebej zaradi njegovega tragičnega konca, saj ga je v 1. stoletju zasul pepel bližnjega vulkana Vezuva. Po 2-urnem vodenem ogledu mesta smo imeli čas za fotografiranje in kosilo. Pot nas je vodila do še aktivnega vulkana Vezuv, ki je visok približno 1280 metrov, iz katerega smo imeli zelo lep razgled. Na programu smo imeli še ogled mesta na Apel, a zaradi prepoznega prihoda v hotel smo si mesto pogledali le skozi avtobus. Sledila je večerja, druženje in zadnja prenočitev v hotelu. Četrti dan smo si podrobneje ogledali mesto Rim. Zaradi gneča na cestah in zaprte ceste za turistične avtobuse smo se do središča mesta odpeljali z metrojem. Najprej smo se odpravili do cerkve svetega Petra v Rigah. To je ena izmed največjih in razkošnih cerkva in slavi po kipu Mojzesa. Sledil je kratek oddih, nato pa ogled Koloseja, v katerem so nekoč potekali gladiatorski boji. Kolosej je eden izmed najveličastnejših ohranjenih primerov rimske kulture. Po Koloseju smo se odpravili na enega od 7 gričev imenovanega Kapitol. Videli smo slavnostni kip Volkulje z Romulom in Remom, Konstantinov slavolok, forum in spomenik Viktorija Emanuela II. Privoščili smo si oddih, saj so naši želodci bili že pošteno lačni. Naslednji ogled je bil slavnostni Panteon, ki je znan predvsem po odprtini na stropu. Naša ekskurzija se je bližala koncu. Imeli smo možnost, da smo si ogledali Fontano di Trevi, to je eden izmed najbolj znanih in najveličastnejših vodnjakov. Naš zadnji ogled pa so bile španske stopnice, ki jih krasijo številne rože in množica turistov. Tam smo imeli nekaj prostega časa, nato pa smo se odpravili na metro, s katerim smo se odpeljali do avtobusne postaje. Sledila je še nočna vožnja proti domu. V okviru izbirnega predmeta Evropske študije smo konec aprila obiskali Belgijo in Luksemburg. V enournem obisku Evropskega parlamenta smo pobliže spoznali sestavo evropskih institucij s poudarkom na značilnostih in pristojnostih delovanja Evropskega parlamenta. Poseben vtis je na mlade GFML-jevce naredil obisk dvorane, kjer potekajo seje. Sledil je obisk parlamentarijuma, interaktivnega centra za obiskovalce, kjer smo preko stalne razstave in raznih sodobnih animacij svoje znanje v Evropski uniji utrdili in ga lahko na koncu preko raznih vprašalnikov tudi testirali. Pot nas je vodila do slovenskega veleposlaništva v Bruslju, kjer sta nas sprejela veleposlanik Matjaž Šinkovec in njegova namestnica, diplomantka Mateja Prevolšek. Predstavila sta delovanje in temeljne naloge veleposlaništva ter izpostavila razlike med konzulatom in veleposlaništvom. Obisk je bil organiziran tudi na spomin 2 borcev iz Prlekije, ki sta se borila v času Prve svetovne vojne v zahodni Flandriji.
Drugi dan potovanja smo nadaljevali v valonskem mestu Liež in z obiskom Luksemburga. Pobliže smo spoznali najbogatejše vojvodstvo na svetu in se seznanili z delovanjem sodišča Evropskih skupnosti ter spoznali zgodovino Roberta Schumana, temeljnega pobudnika ustanovitve Evropske unije. Ekskurzija je potekala v sproščenem vzdušju, začutili smo sodobni zahodnoevropski duh, se razvajali v izvrstni belgijski čokoladi in znamenitih vafljih. Izneverilo nas ni niti vreme, drugi dan je sicer deževalo, kot se za oceanski tip podnebja tudi spodobi. Tokrat smo gostili našo bivšo dijakinjo, ki je postala vinska kraljica. Četrtek 9. aprila nas je obiskala vinska kraljica Sandra Vučko, ki je 9. januarja postala letošnja vinska kraljica Slovenije. Po dolgem času se je krona vrnila iz Primorske v Prlekijo, kar nam je ponosno povedala tudi v samem pogovoru. Namen tega pogovora je bilo spoznati naloge in obveznosti vinske kraljice, čeprav je že vsak slišal za njo. Pripovedovala nam je o svojem življenju in o tem, da je že hotela postati kraljica, a žal se sanje takrat niso uresničile. Letošnjega izbora se je sprva odločila zaradi spodbud drugih, za kar se jim danes zahvaljuje. Kot nam je tudi zaupala, naloga vinske kraljice ni samo, da poskuša razna vina, ampak da sprejme tudi različne odločitve za državo. Naloga vinske kraljice je predvsem promocija celotne Slovenije, ne samo vina, kulturne dediščine, turizma, ker na konec koncev vino se prodaja skozi kulturo, skozi našo zgodovinsko dediščino, skozi turizem in to je tista glavna naloga, seveda pa mlade poučevati o kulturi pitja vina, oziroma jaz vedno pravim, da se vino ne pije, vino se okuša, ker vino namreč ni samo pijača. Ker sama prihaja iz Prlekije in tu ni vinoteke, si je zastavila za nalogo, da pomaga eno postaviti. Udeležuje se tudi raznih sejmov po celi državi in spremlja dogajanje v njej. Potuje tudi v bližnje in oddaljene države. V vsem tem delu pa najde tudi nekaj prostega časa, ki ga nameni domačemu vinogradu, saj ga s pomočjo dedka obdeluje in je odprta za katerokoli delo. Tudi ona je bila nekdanja dijakinja naše gimnazije. Z nami je obudila svoje srednješolske spomine in njena zanimanja. Po gimnaziji, ko leta minejo, v bistvu vidiš, pa s kakšnim veseljem bi šel še enkrat nazaj, pa še enkrat ponovil to izkušnjo. Seveda, mogoče zdaj s to pametjo, ne, ampak marsikdo reče, joj, ko bi takrat imel to pamet. Prav se mi zdi, da je čisto prav, da je tista pamet takrat, ko mora biti, ker drugače bi človek v življenju zamudil lepe izkušnje, lepe stvari, ki jih s to pametjo verjetno ne bi delal. Kljub nazivu vinske kraljice ima še čas za šolo in za prijatelje. S tem obiskom nam je pokazala, da biti vinska kraljica ni lahko, kot se zdi na prvi pogled, ampak zahteva veliko časa in truda. S tem smo prišli do konca. Vljudno vas vabimo k ogledu naslednje oddaje prihodnji mesec.